Folk, dobrodošli v novi epizodi Zasliševalnice in današnji gost je ena posebna oseba, ki je bil mountain biker, poje šel v smučanje in zdaj spet nazaj v mountain bike vodah. Pa v bistvu jaz, preden začnemo, bi se ful rad zahvalil vsem, ki podpirate moj merch, da je taka epizoda sploh možna, tako da ful hvala. Zdaj pa gremo naprej z našim gostom. Torej, z mano danes klele nekje med Litijo Zagorjem, je to res? Ja. Agron in Meri. Agron, zdravo in pozdravljeni v Zasliševalnici, povej mi, jaz kaj živčem. Mečkam pa sem, ja. Se hočeš prikazati gledalcem v dobri luči? Ja, rad bi, da izpade čim bolj, valjda, ne, sej, zato sem se pa trudil, ne, tako da to je tudi del tega, ne, poleg lopatanja, tudi ta govorenje, tudi kar velik del. Ja, zdaj, ko nekaj takega narediš, moraš to pol podpreti, ne. Ja. Dej ti zdaj, mojim fanom pa gledalcem nasploh povej, kdo si, koliko si star, pa od kje prihajaš? Evo, jaz sem Agron in Meri, star sem 34 let, v bistvu prihajam iz Ljubljane, oziroma rojen sem v teh koncih, odraščal v Ljubljani, zdaj sem pa šel spet nazaj v te konce. Pred časom, že 17-18 let nazaj, sem vozil downhill pri Snurf klubu, tako da poje pa naprej še. Ja. Si vse povedal. Povej mi, tvoja najljubša hrana? Najljubša hrana. Odvisen, kjer letni čas pozim, definitivno krvavica, zele, krompir. Domač fant? Ja, domač fant. Čez poletje pa tudi kakšne solatke, no, tako da ni sam domač fant. Všeč mi je pa, klej je bil malo predih Ljubljane, solatka. Ja. Solatka ti paše. Solatka, okej. Da mi pa povej še, česa res ne preneseš? Aha, neviht. Neviht ne preneseš? A to zdaj odkar si rad v bike? Odkar imam bike park. Če bi kar naenkrat prišel do full casha, kako bi ga porabil? Ja, zdaj bi ga kle pustil, ne, veliko, sigurno. Se pravi, še ful bi probil dokupati ene zemlje, stroje, to. In kot graditelj bike parkov, ko greš v ostale bike parke, kaj te največ zmoti? Največ me zmoti že od prej, že skozi, se pravi, neka reklama, da nekaj je, pa prideš kaj, pa tega ni. To je ena stvar, ki me je zmeri zmotila. To je to, tata prvi del sva dala skozi, dej pa greva malo v resno temo. Se pravi, dej nam zdaj ti obrazloži, kdo da fuck je Agron in Meri? Ja, zdi en tak model, ki živi bolj freestyle life, no, že od skozi, kar zvem za sebe. Se pravi, bicikli, smučanje, skejti, vse take športe sem počel, ko se jih je dal. Nekaj sem tudi v šolo hodil, ne, sicer bolj malo. Ja, tako da ja, skozi sem bil pa bolj tak outdoorsy, no, človek. Se pravi, zauzun biti, hoditi okoli, furati stvari. Ampak pred bikerjem si še kaj počel? Bil še skate? Pa ja, prej bil že skate, tako da je v bistvu iz skata malo prišlo na bicikle. Mi smo že skozi zraven bicikle vozili, tudi pri skateu. Pa mislim, da je bila prva taka stvar, ki sem v živo videl, je bila DH dirka v Kamniku. Ja. In ja, tam se spomnim, da sem pač videl to tako dejansko v živo prvič in sem rekel, to pa je hodone. Končal si z bikerjem tam nekje 2.5, 2.6? Ja, tam nekje recimo. In pa si spoznal snežen sport, ali kako? Aha. Kdo te je pa v to upel? To pa video, čistko. Oziroma ne, že cela scena borderska mi je bila cool, že skozi, sprot zraven bajka. Sam jaz nisem bil border, sem bil pač smučar in sem bil, no zdaj kaj, če začeti bordati, se pravi, se moram učiti bordati. In pol ne, jaz skiju, ne. In sem začel smučati, pa nekaj kao tako delati kot borderji, jaz nisem vedel, da to že obstaja, ta freestyle skijanje v Ameriki. Jaz sem tekom tega mojega življenja spoznal kar enega par borderjev, pa par smučarjev, a je res ta hate? Border, smučar? Love-hate relationship. A je love-hate? Ja, itak, ja, valjda. Ampak ti si core smučar? Jaz sem core smučar, tudi sem šel parkrat na led zmeri bordati, recimo konec sezone malo, ker se ti ne da več skijati. Sem šel bordati, ampak ne, jaz sem z borderji skozi hangom in to skupaj hodil okoli, pač ni bilo to. Pač skozi smo se malo, ne, zbadali pa tako, ampak ne, to si pač. Je bil true gang. Kaj pa alpsko smučanje? To pa je posebej, ja. A to pa je posebej? To pa je malo posebej, ja. Pa so tudi oni bolj tako malo, ne, kontravezani za vas, ali ne? Niti ne, oni se mi zdi, da so imeli nek skoraj večji respekt do nas, ki mi do njih. A tako? Ja, tako sem jaz tak feeling dobil, čeprav v enih momentih itak trenerji ne. Ja, to itak. Tekmovalci so bili pa vsi tako, zmeri so hoteli po treningih v parke priti, pa malo biti zraven, pa tako, ker je bilo to cool, ne. Ampak ste jih hitro pomedali? Niti nismo kaj veliko šmergali. Nisi, ne? Ok, se pravi, če bova pa zdaj sam direktno eno izporednico potegneva, en hud dan v powderu ali pa hud dan na bajku, kaj prevlada? Ja, powder ima neke čare, ki jih težko kje drugje dobiš.
ampak problem je glih zaradi tega, po mojem, to še dodano vrednost, ker tako težko dobiš lep powder. In ki ga imaš, si ga res zaslužiš in poj, to še toliko več vreden. Jaz mislim, da sen deep powder se ne more primerjati z ničemer. Tudi z vodo, surfi, kaj pravi, da je podoben, bicikl. Mene kot biker je zdaj z vodo. Ja, žal mi je, tako je. Tako je? Ja, tako je, to moraš probati. Spitting the truth. Ja, jaz povem, kako je. Ok, in se pravi, v smučariji ti si se kar nekaj resno lotil. Jaz sem pač tebe tako spremljal prek Facebookov, pa imel si par projektov, ne? Nekaj bilo je, projektov. No, ampak takrat sem izdel, da hočeš kar resno to zagrabati, ne? Dika za roge. Ja, itak se sem, ne, se pravi, polet sem delal zato, da sem pozimi ta denar potrošil, ne, tako je to izgledalo. Pač all in. In če bi bila želja, da če še ozreš nazaj, ali ti je mogoče ki žal, da ni kaj več ratali z tega? V bistvu ne, sploh ne, zaradi tega, ker pa sem prišel dejansko na nek tak nivo, da sem spoznal recimo ta high level tega skiinga, pa malo tudi te ljudi, in pol vidiš dejansko, kako ta pro life izgleda, se pravi teh profesionalcev, si tako, ok, vi kar delite to, ker to je res naharne. Ja, jaz sem gledal ta dokumentarc, pa jaz nisem iz tega smučarskega sveta, oziroma smučam, ampak nisem bil tako nikoli in tam je mene bike prevzel, ampak ta Tanner Hall je kar... Ja, on je kar legenda, ja. Je kar legenda. Pa tudi tako hudo izgleda vsa ta cinematografija, pa to, kako to vse pizda sfura v prvo. Kako je sfura v prvo to? Ti si najbrž pošejpaš tam, landing ni nič pofuran in vse je ta za first shot. Ja, vse to je full effort, res. Ja, za te stvari, to se gradi tako po en teden, pa ni, pa pač 3-krat padeš, pa v bistvu vse skupaj ni bilo nič od tega. Jaz sem glih ujel tisti val rasti tega športa, tako da je tudi v Sloveniji se začeli graditi. Tujina je tudi že imela, ampak itak bi si želel ful več tega. Pač pa ful več mesecev, ker to je bilo tako, sezona v Sloveniji za park furat je bila 3 mesece. Zdaj pa, če govorimo o poškodbah, kaj je tebe kaj doletelo? Jaz sem kar dobro vse skupaj do zdaj odnesel, no. Imel sem se prav itak vezi križne, ne, to je dosti taka smučarska poškodba, standardna že. Sicer nisem na strganih, samo v bistvu natrgane, tako da je šlo v redu čez rebra, neki roka, križ, se pravi išija sem fasil s tem tudi, ker je pač premik diska, tako da sem bil nekaj časa tudi malo na poslo preklenjen, na 14 dni niso noge delale glih. Ja, mislim, grozen občutek, ja, zaradi tega, ker moraš ne varianto tole delati, ampak sem skozi čutil, sem vedel, da bo v redu, ne, ni bilo kaj če ne bo. In zdaj, če izpostaviva en smučarski trenutek, ko si najbolj ponosen nanj. Ful jih je teh trenutkov, kar velik, no. Pa deva 3, da se boš lažje odločil, ker mi moramo kot fani tebe spoznati. Kaj si lahko pogledamo, da rečemo, kako vas pa klepu, čaržo? Ja, nekih je, recimo ta powder scena, no, je bila recimo ena dobra na Voglu, en road gap, ki smo ga gradila z enim kolegom v bistvu 3 dni, da sploh lahko skočil to. In je bilo spet treba to v prvo pofurati, ker pač si imel 4-krat zaskočiti, pa je bilo se razrit. In je bil pač nek trik, ki sem ga naredil tam in dejansko je ratal. Sem bil tako, že ker sem se pelil po jumpu, sem se pač zalučil dejansko, ampak je šlo čez v prvo. Tako da to je en tak trenutek. Pol pa še, recimo Kanin smo imeli tudi leta 2009, Rambo Air, to je bil v bistvu tako en tak dogodek, velik kicker, ki smo takrat snemali tudi Bine, pa Grilo pokojni je bil tam, pa ta scena, velik jump, 30 metrov, full huge. Mene bo takrat to Amerika. Pa še par linij, to sem imel pa naraj zafurati kot pleasure, powder, pilovsi, to pomeni te polštri, ki te nažigajo in v bistvu te razmetava, ampak ti kontrolirano furaš ta feeling. Odlično, se pravi, zdaj smo nekako predebatirali tole smučarsko kariero. A ti gre zdaj kaj mogoče najetra tako nasploh glede scene v bajku? Ne, mi je kar všeč, kako se premika, zaradi tega, ker sem spremljal to smučarsko sceno dost, v katero smer je šla, pa zdaj bajkarsko tudi že skozi spremljam jaz to. In ta trend, kako gre, mi je kar všeč, zaradi tega, ker se mi zdi, da ima boljšo prihodnost, kot je imel mogoče freestyle skiing, ker je šel takoj v neko full to olimpijsko tekmovalno sceno in je zgubil na čaru in na tej populaciji. Bike gre pa na neko to, friendly, gremo furat, še zmeri ima ta čar in to mi je recimo všeč pri bajku, tako da bi rekel, kaj na živce. Odlično. Ok, se pravi, delal si v freestylu, sponzoriral si sezonsko sezono, pol si se počasi nakuril na bike in kako zdaj pride do tega, da si to, katero drogo vzameš, da pa rečeš, da bom pa bike park postavil? Ne vem, v eni fazi, mislim, itak je to se ne moš kar odločiti. Pač. Jaz sem imel vsem predispozicije dobre, pa starša sta kupila kmetijo z zemljo, če pač tega ne bi bilo, jaz ne bi šel tega delati. Te zemlje, se pravi gozda je 12 hektarov približno, pa je pa še nekaj ostalih stvari, ali tako nekako, no, tam nekje cirka.
Tako da je ena parcela in ful primeren teren. Jaz sem že po zim, ko sem še smučil, hodil, sem gledal pismo, to bi bilo za bike kar cool, ne. Kako si se pa naučil, kako si se izpopolnil, da si zdaj ratal bike builder? Ja, najprej en let kopal, sem malo zabaval, igral. Nekaj imam že od skijanja vsem tega feelinga, ker tam smo tudi skozi gradili, pa nekaj lopatal, tako da je nekaj tega bilo. Pa se učiti sproti, no pa v bistvu sem začel še delati to, pri Badcruju, tako da se je še tle poklopil, da sem v bistvu še recimo malo bolj ta profesionalni del trail buildinga videl. In kaj je najtežji del, se pravi zemljo imaš, znanje si nekako pridobival takole, kaj je najtežji del, ko se lotiš, da imaš bike park tle pri nas? Pač zihar je to, da je to ful dela, pač fizičnega dela, če ne drugega. To je, sploh če hočeš imeti na nekem nivoju. Pa če hočeš imeti res bike park, dejansko je to veliko ene mašinerije pa infrastrukture. Da nam bo malo bolj jasen nam, navadnim smrtnikom, v kakšnih cifrah približno govorimo, da se postavi kaj takega, kar bomo danes videli? Ja, jaz sem dosti hitro nehal šteti, ker če bi to štel, bi že nehal prej furati. To je v redu, za zdravje je bolj. Ja, tako da jaz sem tam že po enem letu pa pol nehal v bistvu. Računati imam valjda nek big picture. Pač jaz sem se odločil, da hočem imeti recimo bolj gravity park, se pravi nekaj, ki ima več skokov, pa tega tle je, to ostane. Če imaš pa bolj trail park, se pravi z manjšimi traili naravnimi, ti se zihar cneje. Pa imaš SP, da to dela? Trenutno v bistvu sem v fazi tega, da bi odprl prav društvo, za to posebej, da bi pač prek društva to delal, zaradi tega, ker je vseeno, moram reči, da je se malo lovim glede teh pravnih zadev še, ker sem prvi v Sloveniji, ki je dejansko to naredil čist privat in ni nobene podlage, na kateri jaz lahko nekaj naredim in v bistvu sam odkrivam toplo vodo zdaj. Slišali ste to in komentar zapišite, kar respekt, kapo dol, Agi, ker res prvi v Sloveniji, ki ima v bistvu dejansko kot posameznik bike park. Bike park si naredil v bistvu za bajto. Ja. Delujoč. Ja, tako je. Crazy. In kako, na kakšen način te lahko vse podpremo? Ja, prvo tako, da prijete furat, to zihar, da folk prije furat, to je najprej. Pol imam tudi valjda neki mrča, se pravi majčke, pa to se prodaja, tako da se da naročiti. To lahko se tudi tle kup, to, ko pridete furat. Pa že tudi s kakšnim lepim sporočilom na Instagramu, recimo, zdaj sem jih par dobil, mi že to ful v bistvu tudi dvigne neko moralo. Valjda. Že sam, da ti nekaj napiše, je že v bistvu lahko veliko. Tako. Kaj ta park vsebuje? Ta park vsebuje v bistvu dve linije, se pravi dve glavne linije. Ena je jump trail, ki je čisto iz bagri narejena, pol druga je enduro trail, ki je v bistvu ročno narejen. Potem so pa še, bomo rekli temu, malo žepki od teh dveh trailov, ki se da še kaj pokatati, so pa čisto naravne scene, je pa v planu še naprej. Odlično. Ok, zdaj pa, kakor vidva klele za nama, je ta tvoj shuttle stroj, oziroma ne vem, kle ga imate. Povej mi, vrhunska zadeva, drugače tega ne vidiš, to je čisto legendarno, ampak povej mi, kako pa pol ti gledaš kot zdaj ta upravljalec, lastnik tega bike parka, če bi se ti nekdo kle začel z e-bajkom voziti? Ja, zaenkrat imam tako, da je načeloma z e-bajki se ne moreš furati. Oziroma... A pa to imaš shotgun pripravljen, pa jih pol... Ne, pač to je vse bolj stvar dogovora. Se pravi, to je še zmeraj tako majhna scena, da pač dejansko vsakega, ki pride, vidim, da pride in vem pač, da je kle, ker je to mini zadevca. Tako da je to zdaj z e-bajki plan moram narediti, če dejansko uphill. In pol imeti posebej uphill in tudi pač to tržiti kot uphill, ker vem, da je to cool tudi za duraše in e-bajkerje, tako da to je recimo naslednja stepna, še to malo bolj urediti. Boš poskrbel za njih? Za njih bo treba poskrbeti, ker je veliko. Je veliko, nekam ušic. Tako in je pa to, da dejansko park zdaj laufa samo med vikendi, tako da vseeno ne moram v bistvu imeti cel teden odprto. Tako da ne moš kar priti pa furat. No, ampak traili so, kaj bi ti naredil, če se zjutraj zbudiš pa vidiš, da se ena grupa preganja klele z e-bajkarjem? Ja, šel bi jim pač povedati, da je pač to odprt sam med vikendom, tako da itak tudi piše gor, vse je to na tabli, je gore tabla, info tabla, pač, tako da je tam načeloma vse napisan. Pravila so gor! Tako da je tudi zaprem nekako, tako da zgleda zaprt, tako da nekdo, ki ima malo občutka, bo vedel to. So pa itak zmeri kakšne scene, se to brez tega ne gre. Ja, pač. In zdaj, kakšno vizijo za naprej imaš? Ja, vizija je to, da si probati ta vložek malo počas vrniti nazaj. Tako, to je prvi plan. Pa pač istočasno v bistvu vlagati naprej denar. Se pravi, dovoljenje še za en trail že imam,
ki bo po drugi strani hriba v bistvu šel okoli, pa mogoče še kaj širit, se pravi višinsko razliko. Ne? Se pravi, jaz imam zdaj 100 metrov višincev, malo to povečati. Kako pa starši zdaj gledajo na to, da si jim prekopal pol hoste? Ja, najprej je tako, počasi je začel, pa najprej je bilo na roke, pol je bilo malo bagrček tam mehen, pol malo večji bagrček, pol še malo večji, tako da pač postopoma moraš to delati, ne z občutkom. Ne. Ja, da ni kar ta prva bomba. Ja. Pač počasi, ja, tako. Če se pa kdo zlomi, imaš pa kako poskrbljen? Ja, zaenkrat imamo tako, da v bistvu vse te, kar je zaščite, sem hvala dobu neki zaščitne opreme za drevesa, te ogrožene, bom rekel, stvari. Jump linija je full safe narejena, v bistvu zmer pa lahko kdo pač pade. Se pravi, te intervencijske površine imamo v bistvu zrihtan, tako da se da vejo tudi reševalci, kje pa kako. Odlično. Agron, jaz pravim, da to je načeloma to. Jaz zdaj komaj čakam, da preizkusva park. Vi, dragi moji, pa v komentar zapišite, če vas karkoli zanima, bo Agi ali pa jaz odgovoril, podprite naju z nakupom merča, mene, da lahko take epizode ratajo, njega, da lahko vse to živi. Pridite, pofurite, imejte se dober. Jaz upam, da vam je bila ta epizoda všeč. Mi pa se zdaj vidimo v testuri z Agijem v Agi Bike Parku. Mamo!